Dober dan vsem. Poglejmo zdaj eno obnovo integriranja per partes po delih in integriranja z substitucijo, torej z uvedbo nove spremenljivke. Torej, ideja za to, da dobimo formulo za integracijo per partes ali po delih, je zelo enostavno. Napišemo formulo za odvod produkta in napravimo integral na levi in na desni strani. Torej, na levi strani bomo dobili enostavno produkt dveh funkcij f krat g in tukaj vsoto dveh integralov. Potem en integral izoliramo na eni strani in torej imamo to formulo tukaj. In sedaj ima smisel jo rabiti, jasno, mi imamo ta integral, ki ga moramo zaračunati, ima smisel rabiti to formulo, če mi znamo, splošno, če znamo zaračunati ta drugi integral. Sedaj vidimo nekaj primerov. Ja, in tudi, moram reči to, ko mi rabimo to formulo, imamo eno funkcijo f krat odvod ene funkcije g. Mi, če imamo produkt dve funkciji notri v integralu, moramo zbrati, kateri je f in kateri je odvod od g. In ni zmeraj prav jasno, katera je prava izbira. Se lahko poskusi na več načinov in torej rabi precej prakse v tem. Torej, tukaj imamo zaračunati integral od x, naravni logaritem od x. In tukaj zdaj sem napravil izbiro, ki bo delovala, da za f vzamem naravni logaritem od x in kot odvod od g vzamem x. In torej, če odvod od g je x, odvod od g je x, torej g je x na drugo polovico. In odvod od naravni logaritem od x je ena ulemnjeno x. Rabim formulo f krat g. Je boljše si napisati prej, tako je bolj pregledno. Torej, naravni logaritem od x krat x na drugo polovico. Ja, in potem minus integral odvod od f krat g. Ena ulemnjeno x krat x na drugo polovico. In tukaj zdaj x se krajša tukaj. In ena polovica, kot katerikoli faktor, lahko peljemo pred integral. In tukaj imamo integral od x. Integral od x je enostavno x na drugo polovico. Ga imamo tudi tukaj, torej izpostavim x na drugo polovico. In smo dobili. Sedaj, navadno bi bilo treba rabiti formulo tako. Obstajajo kakšni posebni primeri, ko mi rabimo formulo integriranja per partes in potem jo rabimo še enkrat na tistem integralu, ki smo ga dobili, in se povrnemo na začetni integral. In se lahko zgodi, ampak to nas vseeno pripelje do rešitve. Zdaj vidimo, imamo ta integral od cosinus x ena x dx, tukaj naredimo to izbiro, da f je ena x in odvod od g je cosinus x, in torej rabimo formulo za integriranje per partes, dobimo to. Imamo ta integral tukaj zdaj in spet rabimo formulo za integriranje per partes, spet izberemo naš f in odvod od g. Torej, ta prvi del prepišemo tukaj, minus, in tukaj rabim formulo integriranja per partes in si dobim tukaj, razen tega minusa, je tisti prvotni integral. Zdaj se mi mi dajem minus, ki gre lahko ven izven integrala. Skakor sem dobil isti integral kot na začetku. Ja, torej tukaj sem napisal in zdaj to lahko vidimo kot enačbo. Ta integral je ena x krat sinus x plus cosinus x minus isti integral. In to napišemo kot enačbo. Sedaj, ta integral nese na drugo stran, imamo vsoto dveh enakih integralov. Torej je dvakrat tisti integral. Je enako ena x krat sinus x plus cosinus x. In tukaj enostavno delim z 2. In torej sem dobil, koliko velja ta integral. Ja, potem imamo tudi poseben primer, ko imamo eno samo funkcijo pod integralom. Naprimer, integral od arcsinus x. In nekdo reče, in kako rabimo formulo integriranja per partes, če je ena sama funkcija? Ja, ker katerakoli funkcija lahko mislimo pomnožena s funkcijo konstanto 1. Torej, ta arcsinus x bo naš f in odvod od g je 1. Če odvod od g je 1, g je x. In se moramo spomniti jasno, koliko je odvod od arcsinusa, je ena ulamljeno koren od 1 minus x na drugo. Sedaj rabimo formulo integriranja per partes, f krat g, arcsinus x krat x, minus integral od odvod od f krat g. Torej, vsta izraz krat x. X krat tukaj sem napisal, tukaj x krat ta. In sedaj, to lahko napišemo v obliki potence, potenca od 1 minus x na drugo. 1 minus x na drugo na minus eno polovico. Ta minus, ker je v imenovalcu, in na eno polovico, ker je pod korenom.
In sedaj tukaj bomo hoteli rabiti to formulo, ki smo jo že videli, integral od odvodene funkcije krat funkcija na alfa, znamo zračunati. Torej, sedaj naša funkcija na alfa je ta 1 minus x na drugo na minus 1 polovico. In sedaj, koliko je odvod od f? Odvod od 1 minus x na drugo. Ta odvod je minus 2x, tukaj piše x. Torej moramo pomnožiti z minus 2. Če pomnožimo z minus 2, moramo tudi deliti z minus 2 ali ekvivalentno množiti z minus 1 polovico. In te faktorje lahko množimo, lahko damo izven integrale, noter v integral kot želimo, ker faktorji lahko grejo ven in noter z integrala brez problema. Ja, in torej tukaj imamo ta faktor, potem gremo poenostaviti s tistim, kar je zunaj, in ta integral lahko zračunamo, je prav te oblike. Torej, f od x na alfa plus 1 ulemljen alfa plus 1. Naš f od x je 1 minus x na drugo. Torej, alfa plus 1 minus 1 polovica plus 1 je 1 polovica, potem ulemljena polovica. Tukaj v tem primeru 1 polovica se krajša. In sedaj tukaj, ki je to napisano na 1 polovico, napišemo spet kot koren. Torej, x arc sinus x plus koren od 1 minus x na drugo. Zmeraj se odda plus konstanta. Sedaj vidimo integriranje, nekatere primere integriranja s substitucijo, torej uvedba nove spremenljivke. Pri integralih ni zmeraj tako razvidno, kaj moramo uvesti kot novo spremenljivko, ker še enkrat ni prav tako evidentno in torej treba precej vaje, delati precej vaj o tem. Torej, tukaj na primer nekdo bi lahko mislil, da uvedemo kot novo spremenljivko 5 minus x, ampak ne, tukaj ta stvar gre v redu, če zberemo kot t koren od 5 minus x. Obrnemo to formulo zato, da dobimo x. X je 5 minus t na drugo. In sedaj naredimo odvodno obeh straneh, samo zdaj to pišemo z diferencialom, zdaj ne gremo prav poglabljati to stvar od diferencialov. Vzamete tako, torej odvod od x bomo napisali dx. In tukaj odvod od 5 minus t na drugo napišemo minus 2t in damo ta dt. To narabi zato, da ta dx bomo zamenjali tukaj. Torej, zamenjamo x, 5 minus t na drugo. Ta koren je bil prav t in potem namesto dx napišemo minus 2t dt. Zdaj tukaj pomnožimo vse te polinome, dobimo en polinom, naredimo integral polinoma, kar nasplošno je lahko. Imamo ta t na tretjo, t na peto, se spomnimo, t je ta koren, torej ta koren na tretjo, ta koren na peto. Potem so lastnosti korenov, če imamo koren na tretjo, je ta koren na drugo, krat ta koren na prvo. Ta koren na drugo je 5 minus x, krat koren. In tukaj ta koren na peto, ta koren na četrto je 5 minus x na drugo, krat ta koren. In torej smo napisali. Vidimo še en primer. Integral od 1 ulamljeno koren od x plus 2, kot t izberemo koren od x, in torej tukaj, če obrnemo, dobimo, da x je t na drugo, naredimo odvodno obe strane, tukaj namesto x napišemo dx, in tukaj odvodo t na drugo 2t, in damo ta dt. Ja, to operiranje vzamete tako, kot vidite tukaj napisano, se dajo ti diferenciali zraven v bistvu. Ja, ker odvod od x je 1, napišemo 1 dx in tukaj odvod od tistega, kar je, tukaj je 2t in se doda ta dt, kot tukaj, od x je 1 dx, odvod od tega je minus 2t in damo zraven dt. Prav, sedaj tukaj zamenjamo, namesto tega koren od x damo ta t, ja, in tukaj namesto dx moramo dati 2t dt. Sedaj, ta 2 se lahko pelje pred integral in imamo t ulemljeno t plus 2. Zdaj, kako bomo to poenostavili? Vidimo, da števec lahko postane enak imenovalcu, če seštejemo 2. Ampak, če seštejemo 2, jasno moramo tudi odšteti 2. Ampak, tako to ločimo na 2 ulemka. Imamo tega t plus 2 ulemljeno t plus 2, ki je 1. In potem imamo minus 2 ulemljeno t plus 2. In ta minus 2 spet peljem pred integral. Integral od 1 znamo zračunati. In ta integral tukaj, kaj bomo rabili? To formulo, ki imamo integral od ene funkcije v imenovalcu in v števcu odvod tiste funkcije in to je naravni logaritem absolutne vrednosti od tiste funkcije. In torej tukaj dobimo, ja, torej moramo kontrolirati, odvod od t plus 2 je 1, torej imamo v števcu že tisti odvod.
In torej naravni logaritem absolutne vrednosti od t plus 2. Tukaj potem se spomnimo, kaj je t in napišemo tako. Tukaj zakaj ta absolutna vrednost je postavljena v krogu oklepaj, ker zdaj, ki znamo, da t je koren od x, tam, kjer koren od x je definiran, je pozitivna vrednost. In če se še seštejemo nekaj zraven, bo gotovo pozitivna vrednost. To je gotovo pozitivno, torej ni treba, da damo absolutno vrednost, ker to, kar je notri, je itak gotovo pozitivno. Tako, prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.